Pozdravljeni, tokrat v 7. koraku, torej tistem zadnjem koraku, preden dejansko naredimo transformacijo ali vzpostavimo notranji mir. Vendar nekaj se moramo pravzaprav zavedati, da mirni nismo nikoli, če tega ne vzdržujemo. Torej, ves čas mora biti ravnovesje. In glede na to, da notranji mir predstavlja sprejem odločitve, pomeni, da smo v tistem določenem trenutku potem pomirjeni po vsem tistem, kar nas je nekaj časa bremenilo in smo to obravnavali skozi teh 7 korakov, ne pomeni, da ne pride nov izziv. Ampak takrat bomo veliko lažje premagali vse te stvari, ker bomo poznali, od kod izvira, in predvsem bomo bolje poznali sebe. In sebe bomo znali umiriti oziroma vedeti, kako reagirati. In začnimo torej oddajo Ni še vsega konec z mislijo Marka Aurelija, rimskim cesarjem izpred 2000 let, ki pravi: Snov vsake stvari je gniloba, voda, prah, kosti, govno. Marmorni lomi so samo trdine zemlje, zlato in srebro sta le usedlini. Obleka je živalska dlaka, škrlat je kri in tako tudi vse drugo. Celo duh je nekaj podobnega, saj je tudi duh suženj sprememb. Torej, kaj v resnici pomeni biti srečen? Kaj imeti vse? In kaj je tisto, kaj na koncu v resnici povzroči mir v naši duši? To je tema današnje oddaje. Ne verjamem, da bomo prišli do konca, kajti vsak si predstavlja svojo sliko. Zagotovo pa vam bo veliko lažje, ker boste odprli si drugačne dimenzije, drugačno boste pogledali na svoje potrebe, na svoje bolečine. Videli boste, da pravzaprav bolečina je tista, ki nas ne ovira, ampak je naš izziv, katerega moramo premagati. Samo na ta način bomo prišli naprej, močnejši in boljši. Kajti, ko se pojavi bolečina, pomeni, da smo na dobri poti, da gremo preko nečesa. Ampak govorim o čustvenih bolečinah. Kadar se pojavijo fizične bolečine, nismo na pravi poti. In kaj je Maslov dejal kot 7. potreba? Potreba po uresničitvi potencialov. Človek naj bi postal to, kar lahko postane. Torej, samoaktualizacija. Namreč tukaj v 7. fazi že to stopnjo zavesti, kdo smo, kam gremo, kaj si želimo, spravimo na tako visok nivo, da nam je že vse kristalno jasno. Ampak še vedno nismo naredili končnega koraka. Torej, biti moramo na nek način v vrhunski kondiciji, da sprejmemo to odločitev, da rečemo, sedaj pa smo se pomirili sami s sabo. Če gledamo skozi barve, pustimo svetlobo skozi prizmo, je to vijoličasta barva. Torej, če želite doseči vrhunec ali pa se dvigniti na najvišji nivo, potem se oblečite ali kakorkoli v vijolično barvo, ali pa stremite k temu, da je čim več vijoličnega. Kolikor vidite čim veliko vijoličnih stvari, pomeni, da ste tudi na poti k tej končni preobrazbi. Iz psihologije pa to pomeni, sedaj pa je problem rešen, ki smo ga tako pravzaprav dolgo reševali. No, sedaj se pa vrnimo k starim Egipčanom, torej k njihovim stopnjem zavesti, kjer pravi 7. raven. Je najbolj izpopolnjena manifestacija Boga, popolnoma zavesten človek, človek-Bog. Takšna oseba izžareva kreativno moč, človek-Bog je najvišja zavest in nobena
noben njegov del ni nezaveden. Ali verjamete v Boga? Jaz osebno ne. Jaz verjamem sam sebe. Namreč verjamem v to, da je Bog in jaz eno in isto. Ampak nisem jaz vaš Bog. Vi sami ste svoji bogovi. In ko dosežemo to stopnjo, da verjamemo sami sebe, da je pravzaprav vse odvisno od nas, potem postanemo Bog. Ne tekmujemo z božanstvi, niti jim ne želimo biti podobni. Ampak gre za tisti višji jaz, ko ga enkrat srečamo, ko srečamo sami sebe. Mi smo kot takrat celota. Pravzaprav je celotno vesolje mi. Vse, kar se dogaja v naši glavi, lahko tu srečamo v vsakem kotičku vesolja. Torej, sprijaznite se s tem, da ni Boga zunaj. Bog je v vas in Bog ste vi. To so že Egipčani pred 3600 leti napisali. In kaj, če pogledamo dinamični model vodenja, torej 7. fazo Serious Personal Transformation oziroma Serious Personal Integration, sem poimenoval to fazo. Tukaj integriramo vsa nova spoznanja v način življenja, postanemo celoviti v ravnovesju. Tukaj bi uporabil Sokratovo besedo, oziroma ne bom še. Kaj pomeni 7. raven, 7. stopnja, 7. faza? Da ste na takšnem nivoju, kjer ste vse dosedanje izkušnje spravili v isto smer. In vse to, kar ste do sedaj naredili, vam je pomagalo, da ste sprejeli to odločitev, ki vam sedaj povzroča notranji mir. No, in potem rečemo, da smo na koncu. Končno smo prišli na konec, ampak ko naredimo ta korak, in če uporabim tukaj Sokratove besede, vem, da nič ne vem. Namreč šele takrat, ko prehodimo vse ovire, ko pridemo na konec, nam postane jasno, da smo šele v resnici na začetku. Tukaj pridemo v stopnjo, ko se zavemo minljivosti in se jo osvobodimo. Zavedamo, da smo pot, ki smo jo prehodili do nekega vrha, v bistvu šele na začetku neke nove poti in da nikoli ne pridemo do konca, dokler smo živi na tem svetu. To ne pomeni, da se vrtimo v krogu, ampak gremo, raziskujemo vedno globlje v sebe in s tem prihajamo do novih spoznanj. In na vsakem koraku, kjer pravzaprav doživimo novo izkušnjo, ne pomeni, da rečemo, spet smo se zarinili v neke težave, ampak pomeni, da smo ponovno začeli odkrivati sami sebe na drugačen način, vedno globje, vedno močneje. In več, ko imate življenjskih preizkušenj, več kot krat dosežete ta notranji mir, bolj boste živi. Bolj boste razumeli, kaj pomeni živeti v trenutku. Zato ne imeti slabe vesti, če ste veliko avantur, akcij v življenju doživeli. Bodite ponosni na to, da živite, da ste imeli to priložnost spoznati sebe na več različnih načinov. In 7. raven ni zadnja. Vsaj enkrat se še slišimo in ni še vsega konec. Lep večer.